Velenju dvoboj dveh moštev, ki sta v zadnjem času v dokaj dobri formi, Domžalčani že nekaj časa neporaženi. Proti Velenjčanom pa so v prvem dvoboju letos izgubili doma 0:2, tokrat so želeli igrati mnogo bolje. Prva akcija za domače oddaleč je meril Pišek, ampak Vidmar je bil na pravem mestu. Po podaji z leve je poskušal tudi Slobodan Vuk, ampak tokrat ni bil najbolj natančen. Tole je bila kombinacija Domžalčanov, zaključil je Slobodan Vuk. Še en udarec iz kota, podaja na prvo vratnico, nekoliko mimo vrat pa je tokrat streljal Gaber Dobrovoljc. Po dobre pol ure igre je Bolha prišel do obetavne akcije, našel Prašnikarja, ki je zapravil najlepšo priložnost prvega polčasa. Še ena izjemna obramba Vidmarja, potem pa še zadnja akcija prvega dela, ponovno predložek Kašnika, na pravem mestu pa je bil Prašnikar, ki je streljal z glavo, tokrat zgrešil domžalska vrata. Drugi polčas pa veliko boljša igra za goste iz Domžal. Prva akcija za Vuka, za malenkost mimo gola, potem pa izjemna akcija Matica Črnica, ki je najprej preigral branilca Rudarja, potem pa še sam krenil proti vratom, streljal, ampak izkazal se je Radan, ki je žogo odbil v kot. Po novi akciji Domžal kot za goste in z glavo je streljal Dobrovoljce, odlična obramba vratarja Radana. Še en kot za goste, močno, ampak nekoliko premalo natančno je meril Horić, veliko dela tokrat za Mateja Radana. Žoga je prišla do Skubica, ki je meril dobro in natančno, prečka pa je tokrat rešila vrata Rudarja in nekaj sreče za domače nogometaše. Še ena priložnost za goste, najprej je poskušal Trajkovski, potem pa gol Vuka, ki je bil razveljavljen zaradi igre z roko tega napadalca Domžal. Gosti še naprej boljši, tole je bila že nova velika priložnost in velika sreča za Velenjčane. Pišek je skoraj dosegel avtogol, potem pa kot za goste in spet na pravem mestu Radan, ki je obranil tale strel Horvata. Tekma se je končala, drugi del, veliko boljša igra za Domžale, ampak poleg dveh prečk gola tokrat ni bilo na koncu Rudar Domžale 0:0. Ja, dobro, mi smo sicer danes bili malo z desetkami, kar se tiče igralcev, ampak to ne igra nobene vloge. Ti fantje, ki so nadomestili ostale, so odigrali kvalitetno. Edini problem je v neuigranosti, ampak glede na to, da je Domžale v nizu pozitivnem, mislim, da sta obe ekipe imele svoje priložnosti. Konec koncev nobenih ni izkoristil, zato je rezultat 0:0. Imel sem občutek, kdo bi dal gol, bi dobil to tekmo. Zagotovo nisem zadovoljen s to točko in ocenjujem, da je slaba. Slaba je tudi zaradi tega, ker smo v prvem polčasu si odvzeli 45 minut napadalne igre, ki bi nam omogočila nekega situacijo v napadu, potem pa se je pokazalo, da v drugem polčasu kljub kvalitetni igri je bilo premalo časa za nekaj situacije, ki bi tisti pomemben gol dali in na koncu že nekaj časa nismo izgubili, ampak prav tako že nekaj časa nismo izgubili. Pri tempu, ki ga imajo ostale ekipe, pri vrhu,